Fantasy. Radio Fantasy. Down Under in skupina Men at Work, Avstralci, kjer imajo v tem trenutku, mislim, da poletno situacijo, pa tudi mi imamo na koncu koncev. Nehaš, ker se veš, da dopusta nimam. Minuta je čez pol, mislim, da ga boš lahko dobila, ker Tina Fabjanova je ponovno z nama. Dobro jutro, pozdravljena. Dobro jutro. Ja, evo. Se pravi, kaj ona me pol menja. Ja, mislim, da se bova dogovorila v tej smeri, ne? Jaz mislim, Petka. da evo, petka. Imam zamenjavo. Dogovorjeno, zamenjava, Šuši gre na dopust, jaz jo nadomeščam, tako da to je to. Vse štima, Tina, samo ena stvar me moti. A boš lahko ostala tako zgodaj, oziroma kdo te bo zbudil? Da ne boš zamujala na radio. Čekaj, kdaj se zdaj pogovarjamo, kaj je zdaj zgodi? Ja, no, danes je 8:30, prejšnjič je bilo 8:30. To so zgodne ure. Ok, daj pa vidva prijeta samo? Ja, Par ur prej. Koliko ur prej? 5:30, najkasneje. Zdaj tako bom rekel, zdaj, Pa še moraš kavo skuhati. pa 10:06 se moraš znati smejati v eter. Ne, smejem se skozi, to ni problem, tudi če okej. spim se smejem, ne? Okay. Zdaj, kako Koliko mora biti mož vesel, veš? Ampak zdaj v 5 zjutraj mi je pa mogoče res malo. Ampak, evo, lej, za Šuši se bom potrudila in se bom zbudila. Okay. Torej, nov Super. voditeljski par se obeta. Kdaj lahko zdaj? Ko Že si boš kar zbrala jutri? dopust, boš povedala, se pacienti prestavijo in to je to. A zdaj treba še paciente Še predstaviti. to je Ja, treba no, pač, narediti. ne, to mi je primarno delo in pač moram poskrbeti tudi za moje drage paciente. Med In- njimi bom tudi jaz. Lepo se je smejati, še lepše z lepšim nasmeškom. In zdaj se bomo dotaknili predvsem zob. V bistvu Ja. tistih belih zvezdniških, koliko se do tega pride? Ja, lahko na več načinov, zdaj odvisno, kako je stanje oziroma kak je status v ustni votlini. Najlepš pa najhitreje se do tega pride, če naredim zobne luske. Čakaj, Koliko pa ali so? lahko razložiš, ker imam tule cirkonjeve, pa cirkon. keramične. Ne, cirkon je ni. Cirkon je kako bi se Škarp izrazila? material. Ne, ni, sploh ne. Cirkon je tako, da bi rekla bel kamen. Okay. Cirkon je ponavadi osnova, na katero se peče gor porcelan. Kar ne govorimo, če govorimo o luskah, ker luska je pa polno porcelanska, za kontaktno lečo debela stvarca, zelo taka gracilna, ki se res prilepi izključno na, bom rekla, spreden del, se pravi fronto zobka, na tisti del, ki se pač vidi, ne, o čem viden, bom rekla. Pa pol obliko lahko tudi popraviš? Ja, vse tele prostorčke, ki se zdaj lahko Šuši, zdaj vem, da jo ne vidite, ampak jaz se zdaj gledam, ker mi zobe namreč kaže. ne. Skratka, vse te najmanjše nepravilnosti, vmesni prostorčki, da se, bom rekla, dogradijo, dodelajo, da je oblika zoba spremenjena, barva zoba spremenjena, to se vse da z zobno lusko zelo lepo narediti. To se prelepi gor na zob. Ja. To se zacementira, prilepi in je potem načeloma naj bi tam do 20 let, če jih res lepo neguješ, seveda je odvisno pač od pacienta, ne, kak si zobke čisti in tako, ampak če si jih res lepo človek neguje, jih lahko imaš tudi za 20 let. Kaj pa osnovna sklenina, se to kaj... Minimalno Brusi, se a ne? pobrusi, se pravi, debelina kontaktne leče. Aha. Še zmerom smo v sklenini, sploh ne pridem do dentina, ne, tako da to je res čist površinska zadeva, minimalno invazivna in res drastično spremeni na smeh. No, Se tako. pravi, če gledamo način dela, je nekoliko to, da gremo punce na gel nohte, ko ti pač mal pobrusi, pa ti da gel gor, tukaj pa pač... Odlično primerjavo je dala zdajle Šuši in sicer ampak z predpogojem, da imaš res zelo, zelo dobro to deklico, ki ti pač dela nohte in da so to res tako zelo Ja, pač- tenko in gracilno narejeni, ker sem videla tudi že kakšne take debelejše stvari, ki mi pa recimo niso všeč. Okej. Isto je z luskami. No, tako. Se pravi, luskice lahko dobiva tudi, mislim, si jih lahko tudi midva umisliva, ker imava lepe zobke, pa Ja. zdrave zobke predvsem. Koliko zdrave, oziroma koliko... V bistvu Težko ni reči. pogoj. Ja, no to. Ne, ja, Veš, kaj bom sem hotel razložila. povedati. Ja, točno vem, vse me vsi to sprašujejo, tako da je jasno. V bistvu gre za to, da zobna luska, se pravi, se lahko naredi na popolnoma, da rečem, zdrave zobke, da so popolnoma neokoreni, pa so recimo samo zabarvani s kakimi pigmenti, tetraciklinskimi oziroma raznimi drugimi. Pa si želi recimo pacient samo zaradi barve oziroma teh madežev, ki jih ima pač na zobeh, spremeniti to pač vizualno in se pač naredijo luske, ampak so lahko intaktni zobje. Te se najmanj
posmukajo oziroma pobrusijo oziroma okrnejo. Pol imamo pa druge ekstreme, se pravi, lahko imaš ti tudi krive zobe, pa recimo pacient noče nositi zobnega aparata, ker pač je to dolgotrajno, preden se zravnajo, pa so potem v pravo vrsto postavljeni in lepi. Takrat se mora ti zobek, ki mogoče malo bolj venštrli, pač malo bolj posmukati, da ga lahko v vrsto spet postavim, če si predstavljate. Da izravnamo. Tako, da je potem spet filmsko, lepo, belo, ne. Potem imamo še pa tretjo zadevo, so pa večinoma imajo te zobke zelo, bom rekla, mezialno-distalne plombice so večkrat na teh zobeh, ker imajo dosti tesna stanja in so to kontakti, ki niso, bom rekla, sam točkovni, ampak so ploskovni na teh sprednjih zobeh v incizivih To govoriva. si zdaj ful preveč strokovna. ful. No, Tako, v da se glavnem, samo gleda, no, ker zdaj me je kimamo, ne. zaneslo, no, ampak bom zdaj razložila na simple. Se pravi, imajo pa potem lahko na teh zobkih plombe, ki se seveda zabarvajo in je vidna razlika med sklenino in plombo in ker to pač pacienta moti, pride in se potem ta Odloči. plomba da ven, minimalno posmuka zdrav zobek, ampak plomba se da primarno ven in se vse to zalije z zobno lusko. Okay. Bravo. Ampak Ja. jaz sem še eno vprašanje pri zobnih luskah. Kaj pa potem zobna higiena? Ali si lahko še vedno nitkamo zobe? Absolutno mus. Aha, ok, dobro. Jaz sem Okej. rešila Isto, svoje vprašanje. vse je isto, zobke normalno ščetkaš, normalno nitkaš, samo da se še bolj široko smeješ, evo, to je vsa razlika. Eno rahlo Jaz razsvetljenje neče, sem če zdaj grem doživel, ne, všeč. ker vse to, kar si ti napovedala, drži, sam sem si prišel pa gor, da luske pa ne moramo dati na zob, ki ga ni. Ja, to pa res. Ampak imamo pa potem drugo rešitev, se pač vstavi implantat in se na njega naredi ponovno polno porcelanski zob. O tem pa čez 3 minutke. 19 minut do 10, skrbimo za lepe nasmeške in Tina, Ja, Fabijan je z nama, pozdravljena. Dobro jutro. dobro jutro še enkrat. Za A tiste, vidiš, ki kako so je zdaj to? preklopili, ja. To je nasmejan človek. Se vidi, da je zobarca. Ja, veš, da ne. Ja, se mi vsak reče, take zobke bi imel, ko jih imate vi. Pa rečem, pa imam res čist nepopolne zobe, ampak so jim všeč. Ja, kar pridite, ne? Jaz mislim, da je to zato, ker žarčim oziroma izžarevam tako lepo energijo, da je potem vse na nek način lepo, ker sploh ne vejo, da so pri zobarju, če me vprašaš. Mislim, da je To to. je to, ne. Se pravi, to je Super, se jih uspavaš. To je ta pristop pacientom, ker vedno smo vsi nervozni, ali pa velika večina, ko pridemo k zobarju. To je dejstvo. A res je. Mislim, to mi je res, to ni pohvalno, ne, zobozdravniki gardi, ne, smo, ne. Ja, no, ker sem pač zraven, ampak se res se trudim, da jim vzamem ta strah. To mi je res na koncu mogoče pomeni več, kot ne vem, tisto objem, ki ti ga na koncu dajo, ko res ne morejo najprej ust odpreti, pa vse, pa so tako sproščeni. To mi je najlepša pohvala, res, ki mi jo lahko pacient da. Tako da Lepo. delam na tem zelo. Ok, v prvem delu smo se pogovarjali o luskah. Torej, porcelana nimamo samo ob nedeljah na mizi, ampak tudi Ne. Ne? Ne, Imamo ga Bolje nosimo v s sabo. ustih. Ja, tako. Filmski nasmeh, Tako hollywoodski. filmski nasmeh, to se dobi vse pri vas, vse uredite. Sem pa rekel, da ne grejo pa luske na zob, ki ga ni, se pravi implantanci. A res je. Koliko je s tem? Ja, če pa zobka ni, se pa pač v kost ugradi, temu se reče zobni usadek oziroma implantat. In ko to dozori, se pravi, se ostro integrira s kostjo, se potem ta implantat odpre in se na njem naredi pač nov zobek. Okay, dajmo zdaj najprej iti Čakaj. mogoče od začetka. Ja, hotel sem vprašati, to ni potem ti star sistem, ko si mogel dva žrtvovati za enega. Ne, Mostiček. no to je to, ko je, zato imam rada implantate sama. Zdaj, če sta dva sosedna zoba pač okrnjena, mrtva, kakorkoli, potem je tudi vse en, če narediš mostiček, ne, pa jih pač zbrusiš, ker jih s tem pač ojačaš na nek način. Če sta pa to dva zobka, ki sta načeloma res intaktna, zdrava, te pa srce res boli, da bi jih mogel zbrusiti, ker hočeš nočeš, jih biološko in malenkostno okrneš in da se temu izogneš, seveda lahko pa ustaviš implantat, zaradi česar potem dva sosedna zobka ostaneta brezhibna, taka kot sta, in zraven pač dobita soseda, ki se imenuje pač implantat. In to je to, in to je nov zob. In recimo do implantata, ker poslušamo v reklami, da manjkajoči zob lahko poruši ravnovesje v ustni votlini. Ja, res je. In to zelo.
In zdaj bom razložila, zakaj. Zato, ker vidim, da ti je zmanjkalo. Nekaj mi tudi manjka zoba, pa moram vedeti, kaj me čaka. Ne, dejstvo je, da se zobje celo življenje premikajo v ustni votlini. Tudi če imaš ti sklenjeno zobno vrsto in so zobki, da imaš vse zobe, se glih tako, bom rekla, malenkostno rotirajo, premikajo, skratka so zelo mobilni, ne, celo življenje. Zdaj si pa predstavljite, kako je, če imaš en prostor, da je en manjkajoči zob, potem imajo pa še toliko več prostora za te premike in enostavno ni fajn, ker potem pač ni več skladno. Se pravi, zgornja čeljust pa spodnja čeljust, ki ti ugrizne skupaj, moraš imeti neko okluzijsko linijo, ki naj bi bila, zdaj ne bom šla v detajle, pravilna, bom rekla, ne? Normokluzija se temu reče, skratka, in seveda, če tega zobka ni, se ta poruši in to je zelo slabo potem naprej za temporomandibularni sklep, za grizenje, za skratka, za čeljustni sklep, skratka, zato ker če začneš dobesedno, ljudje smo naštimani tako, da začnejo potem drugače grist. In zato, ker pač si se navadil, da tam zobka ali pa celo dveh ni, začneš premikati čeljust drugače, kot normalno gre pač ta linija premika, ne? In se ti potem sklepna glavica in pač, da nam šla zdaj v detajle anatomsko, pač poškoduje se, ne? In zaradi tega lahko prije potem tudi do trajnih oziroma kroničnih sprememb v sklepih, ne? Kar potem dolgoročno privede do glavobolov, skratka, dosti sistemska zadeva. No? Plus tega, da za zobke je treba skrbeti, ker so povezani z vsem v telesu. Lahko povzročijo izpadanje las, če niso negovani. Recimo na operacijo srca ne moreš iti, če nimaš zobkov zrihtanih. Res je, za mrtve zobke se morajo predtem populiti, kljub temu, da so mogoče super sanirani, pa nimajo, bom rekla, procesa apikalno, se mora glitko zob spuliti za operacijo. Okay, zob spuliš, to pridem zdaj jaz sklep za modrostnega. Dobro, to bomo še videli, to bom naslednjič povedala, če je res prišla. Ja, ker to mi je zdaj že dvakrat namreč rekla, ne. Jaz se skriva. Če me boš pa nadomeščala. Ja, bom. Okay. Ne, ampak recimo od manjkajočega zoba do implantata, koliko časa traja? 4 mesece, približno. 3 do 4 mesece, odvisno kakva je kost. Densiteta kosti je ful pomembna, tudi na podlagi tega se odločim, kjer implantološki sistem ustavim, nekaj je pač več teh implantatov na tržišču. Ampak načeloma, ko se implantat uraste, to približno. Zdaj, če je res dobra kost, lahko pri 2 mesecih recimo že odpiram, če pa vidim, da je malo slabša kost, pa raj počakam tiste 4 mesece, reda radi, da rečem, čisto zato, ker še zmerom nikoli ni 100%, da se sprime, ne. Lahko tudi ga telo zavrne v končni fazi in zdaj, da bi si učitala, ker sem to naredila 1 mesec prej, res pol ni fajn, ko ne spim, tako da rada spim. Zdaj neki tehtam, ne? Prebral sem, da je razlika, če ti ga ustavi zobozdravnik ali pa oralni kirurg. Ne, nobene razlike ne more biti, če naredima isto delo, ne. Tako da eno ali drugo ustavi se isto, zdaj ali tega ustavi moj mož, ki je lepotni kirurg, ali jaz, ko sem zobarca, mislim, na koncu bo implantat noter ustavljen, pravilno pa seveda mora biti postavljen in ustavljen, ampak razlike v tem res ni. Tako da ne vem, v čem bi lahko bila razlika. Sem te hotel vprašati, ker si nisem znal predstavljati. Jaz si tudi ne znam, tako da mislim, da ni razlike. No? Okay. Se pravi 4 mesece od puljanja zoba? Ne, od puljanja se mora najprej počakati 8 tednov, okay, to je 2 da se najprej zaraste s kostjo. Okay, pa še 4 mesece. Pol pa še 4 mesece, preden se zobek dobi. Ja, da pa tisti, ki imajo že dlje časa luknjo tam manjka? Tisti pa lahko takoj ostavim implantat in tudi ponovadi je tam kostnina dosti bolj taka čvrsta in lahko tudi prej naredim zobek potem na tem implantatu, ga prej opremenim, ne. Je veliko dejavnikov, ki vplivajo pol na končno ceno? Ja. Vse to, kar smo povedali, pa higiena, tudi potem, vse je pomembno, ne. Tudi recimo pacient si predstavlja, to je ful zmotno, ne, mišljenje, da ko ustaviš implantat, zdaj pa bom imel za cel življenje. Ja, ne. Glej tako gre zob ven, če prije do infekta oziroma kakršnihkoli bakterijskih, bom rekla, nevšečnosti, ne. Glej tako lahko gre tudi na implantat sama bakterija in ker je to tujek v telesu še toliko prej, pride do tega, da če si ne čistiš lepo in tako naprej, da ga lahko tudi zgubiš, ne? Tako da ni vse namen, ko ga ustavim. Ja,
ko ga obremenim, ko odprem, če drži, je namen do tja, potem naprej pa bolj od pacienta odvisno, koliko skrbi za ta implantat, bolj kot od mene. Ne. Enkrat na leto so tako kontrolni pregledi, vse ostalo pa po potrebi oziroma od pacienta odvisno, kako pač se res pogovarja oziroma ljubeče pogovarja s tem implantatom, da rečem. Ne. V glavnem, skrbete treba za zobke, ali za svoje, ali pa če imate pol že umetne. Lepo si rekla, pogovarjati se je treba z njim, kot z rožicami. Tako. Ne, pol pa uspeva. Ja. Ja, lej, Tina, vedno, ko so fajni pogovori, čas leti. Ja, se vem, zdaj moram pa žiti. Kak sem žalostna. Mal sem namignil, ja. Mal sem namignil. Lej, vse se bova zdaj mi zmenila, da ti meni najprej spuleš te stvari, pol pa boš itak mogla namesto mene delati, da boš Tako imela je. uvajanje. Ja. Pol pa jaz planiram dopust in Tina Pa Španija in vskoči. sonce, jaz pa v studiu in bom zabavala Saj boš pod širno lučkami, v redu Slovenijo. je. Ja, saj sem Palmo navajena. imaš pa tam. Imamo mi Ne bo sonce. ti hudega. Tina Fabjan je bila z nami in torej vabljeni, da si uredite lep nasmeh pri vas. Seveda, Medical Group absolutno vsi Fabjan. vabljeni. Se dolgo čaka, če se... Ne, smo zelo ažurni in se zelo trudimo, da se ne čaka. Tina, hvala. Malenkost, Matica veselje. pozdravi in lepo delite še naprej. Hvala ga bom. Hvala, Lepo čau. bodite, čau. Radio Fantasy. Radio Fantasy.